Poglejte, danes imamo pred sabo en dokument, ki, ni ravno običajno poročilo. Pravzaprav kriči. Gre za forenzično analizo, ki trdi, da se za kulisami digitalne Slovenije dogaja nekaj, recimo temu, zelo skrb vzbujajočega. In vse skupaj se začne z enim samim, zelo provokativnim vprašanjem. Kdo in zakaj prižiga in ugaša Slovenijo? Že ta simbolika je izjemno močna, kaj ne? Država kot neko stikalo in to nas bo vodilo skozi celotno tole našo razlago. Pa gremo na prvo točko. Osnovna trditev je odkrito rečeno šokantna. Pravi namreč, da je Slovenija postala en velikanski laboratorij. Vir, ki ga je spisal Mihael Bellis, trdi, da se pod krinko projekta EHO, ki ga financira Evropska unija, skriva nekaj čisto drugega. Ne gre za varnost, ne gre za odpornost na krize, gre za obsežen poskus, v katerem so ljudje, državljani, postali zgolj pasivni vir podatkov. In tale citat iz dokumenta pove vse, res. Laboratorij nima sten. Laboratorij je država sama. Prebivalci niso aktivni udeleženci, temveč pasivni viri podatkov. Poglejte, to ni več nek poskus v epruveti, daleč od tega. Laboratorij naj bi bila kar cela država. In prebivalci, po besedah avtorja smo kot neke poskusne miške, ki se sploh ne zavedajo, da so del eksperimenta. Ta simbolika je res srhljiva in je osnova za vse, kar bomo videli naprej. Pa si poglejmo prvo sled, ki jo ponuja ta vir. In ta je morda najbolj, šokantna. Trditev je, da so se temelji našega pravnega sistema preprosto sesuli. Da je zakon, kot ga poznamo, dobesedno izginil. Vir pravi, da se je prelom zgodil 1. marca 2026. Kaj naj bi se zgodilo? Uradni list, kjer se morajo po ustavi objavljati vsi zakoni, naj bi prenehal biti obvezen. In če se zakoni ne objavijo tam, potem, logično, nimajo več ustavne podlage. To bi pomenilo, da država deluje v nekem popolnem pravnem vakuumu, v praznini. In kot dokaz dokument ponuja tole sliko. Spletna stran uradnega lista. Torej uradnega glasila države, kjer je jasno zapisano, da je vsebina arhivska. Za avtorja je to krunski dokaz. Temeljni steber pravne države je postal zgolj nek muzej preteklosti. Preden gremo na naslednjo sled, moramo na hitro razčistiti en tehnični pojem hash. Najlažje si je predstavljati, da je to kot nek unikaten digitalni prstni odtis za katerikoli dokument. In res je unikaten. Če v dokumentu spremenite eno samo piko ali vejico, dobite popolnoma drugačen prstni odtis. In tale dolga zapletena koda, to naj bi bil po trditvah vira digitalni prstni odtis za ključne vladne direktive. Recimo za direktivo Ministrstva za finance. Ampak kaj ta koda v resnici sploh pomeni? In tukaj pridemo do poante. To je res fascinantno. Ta specifična koda v svetu računalništva pomeni prstni odtis absolutne praznine. Praznega dokumenta, ničesar. Vir temu pravi hash praznine in ga uporablja kot simbolni dokaz, da vlada deluje na podlagi praznih, neobstoječih pravnih temeljev. To je, če hočete, čista simbolika tehnološke dobe. Torej, če drži, kar trdi vir, če pravni temelji ne obstajajo več, kaj se potem dogaja z našimi podatki? Druga sled nas popelje do nečesa, kar vir imenuje digitalna deportacija. Avtor uporabi res izjemno močan izraz digitalna deportacija. Ne gre le za prenos podatkov. Trdi, da se digitalne identitete Slovencev sistematično in brez privolitve predajajo v tujo jurisdikcijo. Po mnenju vira, to ni samo kršitev zasebnosti, ampak neposreden napad na ustavo in suverenost države. In dokument je zelo konkreten. Navaja storitve, kot so Google Analytics, Cloudflare, Facebook Pixel, LinkedIn Insight in to na straneh najobčutljivejših institucij. Govorimo o policiji, Fursu, celo ustavnemu sodišču. Vsi ti podatki naj bi se stekali naravnost k ameriškim tehnološkim gigantom. In da bi poudaril, kako velik je ta problem, vir postreže z eno res osupljivo številko. 95%. Toliko piškotkov na teh vladnih straneh naj ne bi imelo pravne podlage po uredbi GDPR. Ja, to je tista uredba, ki naj bi nas pravzaprav ščitila. V redu, ampak vse te digitalne sledi, pravne luknje, na koncu imajo neko resnično, človeško ceno. Kakšen naj bi bil vpliv vsega tega na konkretne ljudi, po trditvah tega vira? Številka je 43.868. Točno toliko. Toliko operativnih in rezervnih gasilcev naj bi bilo neposredno prizadetih s spremembo njihovega pravnega varstva.
In tale tabela to ponazarja res briljantno. Argument vira je sledeč. Temeljna ustavna pravica do sodnega varstva, ki jo mora zagotoviti država, je bila preprosto zamenjana komercialnim produktom. Namesto da bi o usodi gasilcev odločala neodvisna sodišča, naj bi zdaj odločala zasebna zavarovalnica, po svojih pogojih. Simbolno rečeno, pravica je postala blago, ki ga kupiš na trgu. Torej, po teh 3 sledih, ki rišejo, odkrito rečeno, precej mračno sliko, nas dokument pripelje do končnega vprašanja. In to vprašanje ni več tehnično, ampak je temeljno. Kaj velja? Koda ali ustava? Dokument ne ostaja le pri teoriji, ampak s prstom pokaže na konkretne, domnevno odgovorne, od vlade dr. Roberta Goloba in ministerstev do podjetij in društev, ki so del konzorcija projekta EHO, kot so ICS Ljubljana, Elektro Gorenjska in celo Gasilska zveza Slovenije. In za konec, to ni le neka suhoparna analiza. Dokument se zaključi z ultimativnim pozivom k dejanju. Poziva državljane, naj se uprejo in zahtevajo vrnitev k, kot pravi avtor, materialni in ustavni resnici. In tako nas ta analiza pusti pred eno temeljno dilemo, ki presega zgolj tehnologijo. Vprašanje, ki ga postavlja vir, je res globoko. Ali v tej novi digitalni dobi ohranjamo svoj status suverenih državljanov s pravicami, ali pa smo se, morda čisto nevede, že prelevili v zgolj podatke, v postavke v nekem digitalnem katalogu, s katerimi se trguje. To je vprašanje, o katerem se res splača zamisliti. Vzemimo en tak povsem preprost vsakdanji scenarij. Mislim, tak scenarij, ki ga vsi poznamo. Gori gozd ali pa, ne vem, reka prestopi bregove in grozi, da bo poplavila ves. In tisti trenutek se sproži sirena. Točno to. Sproži se sirena, lokalni prostovoljni gasilci skočijo v škornje in gredo reševat hiše. Situacija se zdi popolnoma jasna, črno-bela. Ja, sistem zaščite in reševanja tukaj služi samo enemu plemenitemu cilju. Obvarovati človeško življenje in premoženje. Ampak, kaj pa, če bi se izkazalo, da tista sirena, ki tuli v noč, morda sploh ni namenjena zgolj reševanju? Kaj, če je tisti zvočni signal v resnici del tihega, skrbno načrtovanega merjenja psihološke panike v družbi? In to je tisti trenutek, ko se jasna linija med varnostjo in nadzorom popolnoma zamegli. Ko tehnologija, ki naj bi nas varovala, postane orodje za nekaj povsem drugega. Ja, in ki to mejo ne le postavlja pod vprašaj, temveč z neko izjemno forenzično natančnostjo trdi, da ta meja sploh ne obstaja več. Gre za izjemno specifičen, obsežen in, milo rečeno, radikalen tekst. Zelo radikalen. Naslov nosi projekt EHO Slovenija, testni poligon EU. Podpisuje pa ga magister Mihael Belis. Dokument je radikalen predvsem zato, ker absolutno redefinira dojemanje tega, kaj naj bi sodobna država na področju varnosti sploh počela. In kakšen je v resnici odnos med državnim aparatom ter posameznikom. Avtor namreč gradi obsežen primer, da uradni evropski sistem za zaščito pred naravnimi nesrečami ni to, za kar se izdaja v javnosti. Zato poglejva podrobne, kaj se sploh skriva v tem dokumentu. Trditev, ki služi kot temelj celotnega dokumenta, je pravzaprav osupljiva. Avtor ugotavlja, da je projekt EHO v resnici nedovoljen prisilni eksperiment nad prebivalci Slovenije. Prisilni eksperiment, ja. Vendar preden sploh lahko razumemo, zakaj vir trdi, da gre za masovno prevaro, moramo najprej postaviti na mizo tisto, kar projekt EHO sploh je. Vsaj na papirju, a ne? V tistih uradnih evropskih brošurah in projektni dokumentaciji? Ja, točno. Uradna zgodba, tista, ki se predstavlja javnosti in institucijam, zveni zelo impresivno. EHO je kratica za precej dolg angleški naslov, ki v bistvu govori o opolnomočenju skupnosti za odpornost. Gre za uradni evropski projekt iz tistega programa Obzorje Evropo oziroma Horizon Europe. In vreden je 6 milijonov evrov. 6 milijonov, ja. Začel se je oktobra 2025 in bo trajal natanko 36 mesecev, vse do septembra 2028. Sodeluje 30 partnerjev iz 10 različnih držav. Ampak tisto, kar je za to analizo res ključno, je vloga naše države. Slovenija v tem projektu ni le ena izmed udeleženc. Slovenija je izbrana kot glavni testni poligon. Testni poligon?
In ta poligon ni zgolj nek abstrakten koncept v Bruslu. Dokument namreč navaja zelo specifične, oprijemljive testne lokacije, kot sta recimo Jesenice in Kranjska Gora. Na mizi pa je tudi zelo kompleksen čezmejni scenarij z Italijo. Aha, tisti požar? Tako je. Simulirali naj bi obvladovanje obsežnega požara v naravi, ki bi ga sprožil kibernetski napad. Oprema, ki se pri tem uporablja, pa predstavlja vrhunec moderne tehnologije. Omenjeni so brezpilotni letalniki oziroma droni. Zdi se mi, da so specifično omenili model DJI matrice. Res je, model DJI matrice in pa tista osrednja platforma imenovana RCP. Tukaj pa se pojavijo tudi tako imenovani digitalni dvojčki omrežji. Če to poskusiva nekako prevesti v vsakdanji jezik, torej, čeprav razumem dokument, v nekem strežniškem oblaku obstaja nekakšna SimCity verzija Kranjske Gore. Ja, to je zelo dobra primerjava. Algoritmi umetne inteligence, za katere se celo trdi, da imajo 85% natančnost napovedovanja nesreč, v tem virtualnem mestu preigravajo različne scenarije in merijo, kako hitro bi se prebivalstvo odzvalo in evakuiralo. To res zveni kot izjemno napredno, futuristično orodje za reševanje življenj. Sliši se odlično. Kje se torej po mnenju avtorja ta utopija sploh prelomi v distopijo? Ta prelom se po navedbah uvira zgobi pri vprašanju človekove svobodne volje in ustavnih pravic. Kar je tukaj res fascinantno, je avtorjev popoln preobrat te bleščeče tehnološke vizije. Dokument trdi, da se pod krinko te napredne zaščite dogaja groba kršitev 18. člena Ustave Republike Slovenije. To je tisti člen o poskusih na ljudeh. Tako. Ta člen izrecno prepoveduje kakršnekoli zdravstvene ali znanstvene poskuse na človeku brez njegove svobodne in informirane privolitve. Odsotnost privolitve, to je srčika problema, ki ga vir tukaj izpostavlja. Ljudje so po teh navedbah degradirani v, mislim, da dobesedno citiram dokument tukaj, miši v laboratoriju. Postanejo zgolj pasivni viri podatkov. In kot najočitnejši primer avtor navaja tisti sistem Reverse 2120. Ja, Reverse 21. Za tiste, ki morda ne vedo, to je sistem, ki pošilja potisna opozorila sporočila neposredno na mobilne telefone vseh prebivalcev na nekem določenem območju. In dokument trdi, da se to tehnologijo trenutno testira na celotni populaciji brez kakršnekoli možnosti predhodne privolitve. Torej brez tistega opt-in mehanizma. Ali pa možnosti zavrnitve, torej opt-out mehanizma. Mehanizem testiranja je namreč ključen. Če sistem testira hitrost širjenja informacij, če meri odzivni čas populacije o prejemu opozorila in če morda celo povzroči določen nivo psihološkega stresa z nenadnimi zelo glasnimi zvočnimi signali na telefone, Kar seveda povzroči paniko. Točno. In če posameznik tega ne more zavrniti, ne da bi se dobesedno fizično izključil iz sodobne družbe in ugasnil pametni telefon, potem to po definiciji avtorja ni več zgolj neka storitev javnega obveščenja. Potem je to prisilni eksperiment. Masovni eksperiment v živo. Tako, avtor to utemeljuje, ja? Kar nas vrne k tisti najni začkentni misli o gasilski sireni. Dokument izrecno opozarja, da argument višjega dobra, mislim tista plemenita ideja reševanja življenj, tukaj deluje kot zelo priročna dimna zavesa. Skozi ta domnevno humanitarni projekt se naskrivajo, kalibrirajo algoritmi na ljudeh, ki se sploh ne zavedajo, da so postali del matematične kalibracije. To je res močna trditev. Ampak tukaj se morava za trenutek ustaviti in pogledati zadevo z močno dozo skepse. Če predpostavimo, da gre res za tako grandiozen, državno sponzoriran in nedovoljen poskus nad celotnim prebivalstvom, kako je to pravno sploh mogoče izpeljati v moderni evropski državi? Kdo v državnem aparatu je to lahko dovolil in podpisal, ne da bi ustavno sodišče takoj posredovalo? In ravno tukaj dokument ponudi razlago, ki zvoni kot zaplet res tistega slabega političnega trilerja. Trdi namreč, da je pravni red, kot ga poznamo, preprosto izpuhtel. Mislim, avtor trdi, da naj bi država ukinila uradni list. To je trditev, ki zahteva zelo resno pojasnilo.
Država vendar ne more kar tako izbrisati osnove svojega pravnega delovanja s prazno mapo na nekem strežniku. Z vidika tradicionalnega razumevanja prava se to seveda sliši nemogoče. Vendar dokument trdi natanko to, da smo priča prehodu iz normativne države v absolutni ustavni vakuum. Avtor navaja, da je bil uradni list Republike Slovenije de facto ukinjen 1. marca 2026. Ampak uradni list v našem sistemu ni samo spletna stran, je ustavna kategorija. Zakon stopi v veljavo šele takrat, ko je tam objavljen. Tako je. In z njegovo ukinitvijo in zamenjavo s tistim digitalnim portalom PISERS, pravno-informacijskim sistemom, ki pa je po besedah avtorja zgolj tehnični vmesnik brez prave ustavne teže, naj bi država prešla v stanje tistega, kar vir imenuje sistemski kriminal. In da bi to dokazal, avtor ne navaja nekih suhoparnih pravnih mnenj, temveč ponudi čisti forenznični računalniški dokaz. Omenja tisti kriptografski odtis, ki ga imenuje hash praznine. Ta zadeva s hashem praznine je zares fascinantna in pa precej zlovešča. Samo preden greva naprej v obtožbe, kako sploh deluje ta hash v praksi za poslušalce, ki morda niso tehnološki strokovnjaki? V računalništvu se funkcija hash uporablja kot digitalni prstni odtis datoteke. Algoritem, pogosto je to standard SH-256, prebere vsebino datoteke in ustvari edinstven, dolg niz znakov. Če spremenimo eno samo vejico v besedilu, se bo ta niz popolnoma spremenil. Ampak kaj pa se zgodi, če algoritmu podamo datoteko, v kateri ni absolutno ničesar? Mislim, 0 bajtov. V tem primeru bo algoritem vedno in povsod vrnil natanko določen univerzalni niz znakov, ki se začne z E3B0C442 in to je ta hash praznine. Aha, in tukaj postane dokument srhljiv, ne? Avtor namreč ta točen hash povezuje s tajno direktivo Ministrstva za finance. Zdi se mi, da nosijo znako MFE 2025-DIR-01SEC. Točno to oznako omenjajo. Ko se poskuša dostopati do teh ključnih pravnih aktov, na katerih naj bi temeljil sistem, strežnik preprosto vrne napako 403 forbidden. Vsebinsko so ti akti prazni nizi. Preprosto ne obstajajo. To je zares neverjetno. Mislim, to je tako, kot bi z vsemi državnimi častmi in po strogih protokolih odprli najpomembnejši sef v državi. Tisti sef, kjer naj bi bila shranjena samo ustava in temelj vladavine prava, namesto papirja zakoni pa bi notri našli listek z napisom Error 403, dostop zavrnjen. Zelo nazorna prispodoba. Ampak kako lahko potem katerikoli državni organ sploh deluje? Predpisuje globe ali pa izvaja projekte, kot je ta Eko, če je zakon dobesedno prazen digitalni prostor? Odgovor vira je, da država ne deluje več po principih prava. Avtor trdi, da je to dokaz prehoda iz vladavine prava, torej rule of law, v vladavino kode, torej rule of code. Arhitektura programske opreme zamenja ustavo in zakone. Človek se z računalniško kodo pač ne more pogajati. Ne, koda ne pozna ustavne pritožbe. In ne razume življenjskih okoliščin. Če je v sam sistem tako imenovano hardcodirano, torej neizbrisno zapisano, da posameznik ne more izključiti obveščanja na svojem telefonu, potem ta oseba ni več subjekt pravic, je le še parameter znotraj neskončne zanke algoritma. Avtor pa ob tem dodaja še eno ironično podrobnost, da bi država prikrila ta ustavni manko in ustvarila videz, da pravno varstvo še obstaja, naj bi namesto pravega sodnega varstva vključila kar tisto komercialno zavarovalnico ARAK. Ja, to omenja kot mehanizem za ustvarjanje iluzije varnosti. Ampak če torej domači zakoni po besedah vira ne obstajajo več in če meje svobode dejansko določa programska koda, katera pravila potem sploh še veljajo? Kam pravzaprav odtekajo vsi ti gigabajti podatkov o lokacijah, srčnem utripu in odzivnosti prebivalstva, zbrani med tem eksperimentom Echo? Dokument tukaj prejde k nečemu, kar poimenuje digitalna deportacija. Ta izraz digitalna deportacija nosi v pravnem smislu izjemno veliko težo.
Avtor podrobno analizira omrežno infrastrukturo in trdi, da je 100% vladnih portalov opremljenih z analitičnimi orodji, kot je Google Analytics. Kar je že samo po sebi problematično z vidika zasebnosti. Še pomembneje pa je to, da ves ta državni varnostni podatkovni promet poteka prek tuje infrastrukture. Specifično je omenjen tisti ameriški gigant Cloudflare z omrežno oznako ISN 13335. Znova moram tukaj nastopiti kot hudičev odvetnik. Ali ni to samo vprašanje tehnične optimizacije? Cloudflare in podobna omrežja se vendar po celem svetu uporabljajo za to, da se spletne strani hitreje naložijo, da se preprečijo hekerski napadi, da sistem enostavno ne počepne, ko milijon ljudi hkrati preverja radar padovin. Seveda, na tehnični ravni je to res optimizacija in zaščita. Zakaj bi prenos prometa čez te tuje strežnike potem pomenil ugrabitev države ali celo vohunjenje? Zdi se, da avtor preprosto meša tehnično nujnost za hitro pošiljanje opozoril pred poplavami s tujo špionažo. Na povsem tehnični, površinski ravni imaš morda prav. Mehanizem pa postane sporen, ko v to enačbo vnesemo mednarodno pravo in predvsem jurisdikcijo. Problem je namreč v tem, pod čigav zakonodajo padajo ti podatki v trenutku, ko potujejo skozi infrastrukturo, ki je v lasti ameriške korporacije. Aha, razumem. Dokument se pri tem verjetno naslanja na tisto prelomno sodbo? Sodišča Evropske unije, seveda znano kot Schrems II. Ta sodba je v bistvu ugotovila, da prenos podatkov evropskih državljanov v Združene države Amerike ni varen. In zakaj ni varen? Izključno zaradi ameriškega zakona FISA, natančneje člena 702. To je tisti zloglasni FISA 702, zakon, ki se tako pogosto omenja v debatah o globalnem nadzoru. Ampak kako natančno ta zakon vpliva na naš slovenski sistem obveščanja? Zakon FISA 702 ameriškim obveščevalnim službam omogoča, da od ameriških telekomunikacijskih in tehnoloških podjetij zakonito zahtevajo dostop do podatkov tujih državljanov. In pazi to, brez sodnega naloga. Brez sodnega naloga. Ko Slovenija, ki naj bi bila testni poligon za Echo, pošilja metapodatke o gibanju, odzivnosti in paniki populacije skozi sisteme kot je Cloudflare, so ti podatki avtomatsko podvrženi ameriški zakonodaji. Zato dokument uporablja izraz digitalna deportacija. Podatki in s tem pravzaprav digitalne identitete državljanov so dejansko predani tuji jurisdikciji. Kar pa pomeni neposreden trk s slovensko ustavo, natančneje z njenim 47. členom, ki izrecno prepoveduje predajo oziroma izročanja državljanov tuji moči. In avtor tukaj ne izbira besed. Ne, res ne. Dokument naravnost obtožuje vlado pod vodstvom dr. Roberta Goloba, pri čemer seveda ponovno poudarjava, da zgolj povzemava trditve izvira in ostajava absolutno nepristranska. Ampak vir trdi, da so to predajo suverenosti izvedli potiho, sistemsko in predvsem brez privolitve ljudstva. Kar je tukaj zared zaskrbljujoče z vidika tehnološkega determinizma, je spoznanje, da tuja komercialna platforma na ta način dejansko postane zakonodajalec. Ker ima podatke. Njena koda in tuja zakonodaja, ki ji ta koda podleže, določata meje svobode in zasebnosti znotraj slovenskih meja. To presega neko klasično razpravo o varstvu osebnih podatkov. To postane vprašanje popolne izgube državne suverenosti, v tistem najbolj elementarnem pomenu besede. Posameznik, državljan, ob tem izgubi svojo ustavno pravno osebnost in se spremeni v goli artikel. V zgolj podatkovno točko, ki jo nadzirajo in obdelujejo algoritmi na strežnikih onkraj oceana. Točno to je srž problema, ki ga vir izpostavlja. Zdaj pa se moramo vstati, umiriti tempo in globoko vdihniti. Vrniti se morava nazaj na tla. K tistim ljudem, ki vse te masovne, kompleksne in po trditvah vira povsem nezakonite sisteme dejansko implementirajo na slovenskih ulicah, v naših občinah in vaseh. Na terenu torej. Ja, na terenu. Vse to namreč na terenu usmerjajo živi ljudje z imeni in priimki. In ti ljudje so, vsaj velika večina njih je v tem prepričana, srčno predani misli, da zgolj pomagajo, da rešujejo življenja ob uničujočih poplavah in požarih. Počasi, z razmislekom. Le kaj si bodo mislili ti posamezniki, ki so v to eho zgodbo vključeni z iskrenim prepričanjem, da je vse v najlepšem redu, da obstaja pravno varstvo in da delajo dobro za ljudi?
Moram priznati, da je to daleč najbolj grenak, morda celo tragičen del analize tega dokumenta. Vir namreč izjemno veliko pozornosti posveča prav tem operativcem na terenu, županom, civilni zaščiti in predvsem našim slovenskim gasilcem. Omenjena so tudi zelo konkretna imena. Ja, od župana Zorana Jankovića v Ljubljani do županje Kranjske Gore, kjer naj bi potekal ta testni poligon, omenjeni so vodilni možje Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, kot sta Srečko Šestan in Leon Behin, in seveda celotno vodstvo Gasilske zveze Slovenije, vključno z Jankom Cerkvenikom, Francijo Petkom in Zvonko Glažarjem. Če se samo za trenutek poglobiva v ta res neverjeten prepad med tistim človeškim namenom in to domnevno tehnološko realnostjo. Imamo 47 tisoč slovenskih prostovoljnih gasilcev. Ogromna številka. To so ljudje, ki so v tej državi absolutni sinonim za srčnost in nesebično pomoč. Ljudje, ki ob 3 zjutraj v ledenem dežju tečejo črpat vodo iz poplavljenih kleti svojih sosedov ali pa tvegajo življenje ob gozdnih požarih na Krasu. Oni so prepričani, da skozi projekt Eho preprosto dobivajo novo, moderno tehnološko orodje, ki jim bo olajšalo to res težaško delo. Ampak avtor dokumenta tukaj prinaša šokantno trditev. Prav ti srčni ljudje na terenu naj bi nevede instalirali infrastrukturo množičnega nadzora. Vsi po vrsti naj bi bili namreč prevarani, z lažnimi pravnimi floskulami in praznimi obljubami. In tisto, kar je ključno, prevarani niso zgolj v nekem abstraktnem, filozofskem ali pa ustavnem smislu. Prevarani so na način, ki jih lahko finančno in pravno dobesedno uniči. Finančno uniči. Dokument izjemno natančno razloži, da ti ljudje na terenu z uporabo teh sistemov dejansko na sebe prevzemajo izjemna pravna tveganja, ker država, po navedbah vira seveda, nima več veljavne pravne podlage zaradi tistega izbrisa uradnega lista in prehoda na hash praznine. Aha, vsa odgovornost potem pade nanje. Točno tako. Vsa odgovornost za kršitve zasebnosti samodejno pade na neposredne izvajalce na terenu. Če lokalno gasilsko društvo ali pa neka majhna občina uporablja sistem obveščanja, ki z množičnim zbiranjem podatkov krši Evropsko splošno uredbo o varstvu podatkov, torej GDPR, tukaj se pogovarjamo o naravnost drakonskih kaznih. O kakšnih zneskih sploh govoriva? O potencialnih globah, ki lahko sežejo vse do 20 milijonov evrov. 20 milijonov evrov globe za eno prostovoljno gasilsko zvezo ali pa podeželsko občino, izključno zato, ker so v dobri veri uporabili sistem obveščanja, za katerega jim je ista država uradno zagotovila, da je popolnoma varen in legalen. Ja, tako navaja vir. Tako se bo sploh počutil nek lokalni poveljnik gasilcev, ko bo dojel ali pa morda prebral v tem dokumentu, da z zagonom te nove opreme domnevno neposredno in grobo krši človekove pravice tistih istih soobčanov, ki jih poskuša rešiti. Da ga je ta pametni sistem v resnici zreduciral zgolj na lokalnega administratorja neke tuje, nepregledne programske kode. In to neskladje, ta absurdnost, je jedro celotnega problema v dokumentu. Reševalci so namreč sveto prepričani, da s tem uveljavljajo večjo operativno varnost za ljudi. Dokument pa neusmiljeno trdi, da v resnici uveljavljajo tehnološko tiranijo. Tisto, kar evropski projekti radi imenujejo vzdržljivnost sistema, se tukaj dejansko izvaja neposredno nad ljudmi. In to prisilno. Od poveljnika ali pa župana se todaj pričakuje, da preveri točnost podatkov o prebivalcih in jih brez pomisleka pošlje v tisti nepregleden evropski oblak, ki je podvržen ameriški zakonodaji. No. In zato avtor zelo ostro zaključuje, da je zdaj zares skrajni čas za streznitev. Čas je, da vseh 47 tisoč gasilcev in seveda vsi tisti, ki te projekte izvajajo, začnejo postavljati zelo neprijetna vprašanja. Zahtevati morajo jasne, pisne in ustavno nesporne pravne podlage za svoje početje. In to preden sploh prižgejo tisto pametno sireno. Ali pa preden aktivirajo ta domnevni eko-eksperiment. Eksperiment, za katerega slovenska javnost sploh ne ve, da se v tem trenutku sploh izvaja na njej. Ta streznitev na terenu se zdi preprosto nujna. Predvsem zato, ker akterji na terenu pač ne vedo tistega, kar naj bi jim bilo sistematično prikrito. Da domnevno sodelujejo v masovnem poskusu brez zakonodajnega temelja. Točno.
In ravno to razkritje pravzaprav pripelje to najino zvočno raziskovanje k končni sintezi. Ko poskušava vse te zelo kompleksne, tehnične in pravne informacije potegniti v neko smiselno celoto, se pred nama izrišeta dve diametralno nasprotni in popolnoma nezdružljivi realnosti naše družbe. Na eni strani imamo to uradno realnost, ki je izrazito svetla in pa seveda tehnološko optimistična. Predstavljajo tisti 6-milijonski evropski projekt iz programa Obzorje Evropa. V tej realnosti umetna inteligenca, napredni digitalni dvojčki, omrežji in droni obljubljajo lepšo in predvsem varnejšo prihodnost. Prihodnost, v kateri bomo vsi obvarovani pred podnebnimi in kibernetskimi grožnjami. Na drugi strani pa imamo to izjemno, mračno, težko in, kot pravi avtor, s forenzičnimi dokazi podprto obtožbo magistra Bellisa. Obtožbo, ki pa trdi, da je celotna ta bleščeča fasada zgolj krinka. Gre za obtožbo o popolnem koncu ustavne ureditve, o tistem grozljivem hašu praznine, ki je v tišini zamenjal naše veljavne zakone, in o tišem preoblikovanju celotne države v laboratorijsko simulacijo, pod budnim nadzorom tujih obveščevalnih baz. Kar je tukaj res ključno, je dejstvo, da to nista dve realnosti, ki bi lahko mirno obstajali ena ob drugi. Ne, popolnoma se izključujeta. Sta si medsebojno izključujoči, ali drži uradna verzija, ali pa drži tista iz dokumenta. In če velja to, kar trdi avtor materiala, potem prebivalci niso več državljani z ustavnimi pravicami, temveč zgolj še informacijska koda v sistemu, ki pa služi zgolj samemu sebi. Za sam zaključek te poglobljene analize bi se rada dotaknila še nečesa, kar ta izčrpen dokument omeni morda le bežno v enem izmed odstavkov. Ampak se mi zdi, da je prav to tista ultimativna, najbolj zastrašujoča poanta, k kateri vse to skupaj vodi. Dokument namreč opozarja na vzpon tako imenovanega kitajskega modela socialnega točkovanja. Govoriva o tistem algoritemskem determinizmu. Ja, o svetu, kjer človek resnično ni več subjekt pravic, ampak zgolj artikel, ali pa preprosto QR koda, ki je dodeljena neka ocena sprejemljivosti za družbo. In če sledimo tej logiki, tistemu prehodu iz vladavine prava v vladavino kode, ki ga izpostavlja dokument, je takšen model pravzaprav zelo naraven. Čeprav seveda izjemno srhljiv, je naslednji korak. Ko tehnologija prevzeme popoln nadzor nad vrednotenjem družbene koristnosti posameznika na podlagi vseh teh zbranih podatkov, sistem preprosto ne potrebuje več sodišč. Algoritem povsem samodejno nagrajuje poslušnost in na drugi strani seveda kaznuje odklone. In s to mislijo se lahko vrnemo čisto na začetek. K tistemu prvemu zvoku, k zvočni kulisi gasilske sirene iz začetka najnega raziskovanja. Če sistem civilne zaščite nekega dne res postane absolutno in brez izjem podrejen umetni inteligenci in pa neki nevidni tuji kodi. In če ta isti algoritem začne ljudi ocenjevati in razvrščati zgolj na podlagi točk njihove poslušnosti, ki jih zbira skozi digitalni nadzor, se moramo kot družba vprašati nekaj precej temeljnega. Ali bo ob naslednji hudi naravni nesreči, ko bo reka znova prestopila bregove, algoritem tisti, ki bo tistim dežurnim prostovoljnim gasilcem določil, katero hišo naj gredo najprej reševati? In ali bo ta odločitev temeljila izključno na tem, kako visoko družbeno točkovanje ima tisti, ki je ujet v naraščajoči vodi v pritličju? Grozljiva misel. Če resnično pridemo do te točke popolnega algoritemskega nadzora nad našo varnostjo, kam točno v takem svetu sploh še izgine tista najbolj osnovna, pristna človeška empatija? To je vprašanje, ki danes ostaja odprto. Ostaja predvsem kot povabilo k nadaljnjemu samostojnemu razmišljanju, raziskovanju tega zares obsežnega materiala in pa seveda iskanju lastnih zaključkov o tisti tanki in, kot kaže, vse bolj zabrisani meji med našo varnostjo in popolnim nadzorom. Hvala za pozornost.